Spoštovane gledalke, dragi gledalci, ljubitelice in ljubitelji športa, dober večer in dobrodošli v prvem marčevskem tretjem polčasu. Za atleti in atletinjami je dvoransko državno prvenstvo v Novem mestu, tudi s 3 naslovi za člane atletskega društva Kladivar Celje. V našem studiu se nam bo v rubriki V središču pridružil vodja stroke pri Celjskem atletskem društvu Hrvoje Fižuleto. Ostanite v naši družbi. Nogometaši Celja so v zaostali tekmi 23. kola državnega prvenstva z 1:2 izgubili na gostovanju pri Aluminiju v Kidričevem. Za Celjane je bil to drugi zaporedni prvenstveni poraz in 4. v letošnji sezoni. Na prvenstveni lestvici imajo s tekmo več 8 točk prednosti pred Mariborom. Po porazu v Ljubljani pri Bravu so Celjani v Kidričevem izgubili še drugič zapovrstjo. Prvi polčas sicer ni napovedoval ničle varovancev Ivana Majevskega, saj so v 30. minuti po akciji Sešlarja, Josifova in strelca Armanda Sakučisa povedli z 1:0. Gostitelji so izenačili v zgodnji fazi nadaljevanja, ko je Bamba Suso Lebana premagal po podaji Svržnjaka. Trenutek odločitve se je zgodil v zadnjih sekundah sodnikovega dodatka, ko je nekdanji igralec celjskega kluba Behar Feta stekel v protinapad in ob Damjanu Vukliševiću spodkopal žogo ter premagal Žana Luka Lebana. Krivi smo mi, Aluminij je odigral dobre tekmo, ampak krivi smo mi sami. Prva brez energije, kako ste rekli, brez dvobojev, če boš zmagal, ne moraš zmagati nobeno tekmo. Aluminij danes pokazal, kako moraš igrati. Oni so šli na 100%, na 150%, mi nismo. In če bomo na tak način nadaljevali, bomo imeli težave. To je itak logično. Vsaka ekipa bo te povzročila težave. Trener Celjanov Ivan Majevski je bil ponovno nezadovoljen z igro svojih varovancev v drugem polčasu, kar se jim ponavlja že na kar nekaj zadnjih tekmah. Katero tekmo zapored imamo težave v drugih polčasah, tako da tu banalna statistika, ampak okej, jaz sem za to, da bi to reševal, tako da tu napolno moja odgovornost tistim, tako da moram to popraviti. Celjani po porazu proti Aluminiju prve tekme osmine finala konferenčne lige proti AEK-u ne bodo pričakali v najboljšem razpoloženju. Konec tedna bodo v državnem prvenstvu prosti. Ja, seveda sem bi hotel, da bi igrali čim prej, ampak ja, zdaj zelo slabo razpoloženje, tako da ja, kaj, to je šport, profesionalni šport, včasih je dober, včasih je takšen slab, tako da zdaj moram popraviti glavo in gremo naprej, to nič drugega. Košarkarice Cinkarne Celje so se 18. v zgodovini kluba uspele uvrstiti na zaključni turnir Mednarodne lige Vaba. Na povratni tekmi play-ina so v svoji dvorani s 85:70 premagale ekipo rilskega sportista iz Samokova iz Bolgarije, od katerega so bile v skupnem seštevku boljše za 28 točk. Tekmice Celjank v polfinalu zaključnega turnirja bodo košarkarice Budućnosti Bemaxa iz Podgorice. Podgorica pa bo tudi letošnji gostitelj sklepnega dejanja Mednarodne regionalne lige. Košarkarica iz Samokova so v Celje pripotovala brez obeh Američank. Tudi v domači zasedbi zaradi poškodbe na prvi tekmi ni bilo Američanke Isabel Gradwell. Po prednosti za 12 točk je rilski v drugi četrtini celo povedel. Na odmor pa so gostiteljice odšle z 2 točkama prednosti. V nadaljevanju je domača zasedba zaigrala precej bolje in že v tretji četrtini, predvsem na krilih Kanejeve in Štirnove, ki je v tem delu zadela 3 trojke, rešile vse dvome v zmagovalcu in potniku na zaključni turnir najboljše četverice. Ja, met se je odprl, ampak zagotovo ni to samo na meni. Ekipa je igrala agresivno obrambo in ponavadi vedno vse izhaja iz obrambe. Kadar smo obranili, smo imeli več sproščenosti in na koncu se je odprlo tudi v napadu. No. Tako kot sem igralkam rekel pred samo tekmo, ko smo zvedeli, da pač igrajo brez Američank, vendar to se velikokrat se zgodi. Mislim, da smo ujeli dober ritem konec prve četrtine, vendar potem v drugi četrtini pač sam razbil ritem z prevelikim številom menjav. Razigrale so se njihove najboljše igralke in dopustili smo jim kar 30 točk v drugi četrtini, kar je definitivno bilo preveč. Mislim, da pa v drugem polčasu potem našli
pravo mero tako v obrambi kot v napadu in mislim, da na koncu tudi zasluženo visoko zmagali. Celjska zasedba si je v 25-letni zgodovini Lige Vaba priigrala 18. uvrstitev na zaključni turnir. Ker v koronski sezoni sklepnega dejanja zaradi COVID-19 ni bilo mogoče izpeljati, bo letošnji nastop njihov 17. V polfinalu pa bo njihov tekmec, prvak rednega dela sezone, Budućnost B-Max iz Podgorice. Ko je ekipa Budućnosti mogoče tudi kvalitetnejša, ima več izkušenj, kot jih imamo mi, pa vendarle daleč od tega, da se bomo predali, da se ne bomo dobro pripravili za to tekmo. To je ena tekma, možno je prav vse. Mi bomo naredili vse, da prvo v dobrem stanju pričakamo Final Four, kar je zelo pomembno. Sedaj gre za reprezentančni break, ki bo zelo vplival na formo vseh 4 ekip, ne samo našo. Tako da upam, da imamo v Celju to znanje in da čim bolj sveži pridemo na to finale in poskušamo mogoče tudi presenetiti ekipo v Budućnosti. Final Four je specifično tekmovanje, ena zmaga šteje, zato vemo, da imamo toliko možnosti kot ekipa Budućnosti v polfinalu, treba bo iti na nož, treba bo pokazati najboljšo košarko. Mi se bomo maksimalno pripravili, da to tekmo odigramo čim bolj dobro, da bomo čim bolj skoncentrirani, to je predvsem pomembno za to eno tekmo. Celjanke in Črnogorke so zadnja 4 leta igrale v finalu Lige Vaba. Tokrat se bodo prvič po letu 2021 pomirile že v polfinalu. Pričakujemo težko tekmo, ekipa Budućnosti je izjemno kvalitetna ekipa, z njimi smo se že velikokrat srečali, tako da vemo, kaj pričakovati, ampak seveda si želimo priti v finale. Celjanke bodo v naslednjih tednih vadile brez 4 slovenskih reprezentantk in Kanejeve, ki bo s Senegalom igrala na kvalifikacijskem turnirju za nastop na svetovnem prvenstvu v Portoriku. Prvo bi rad čestital igralkam, ki bodo pač povabljene, ki so povabljene na reprezentančni spisek, tako je reprezentance Slovenije kot reprezentance Senegala. Sigurno mislim, da bi bil tu prostor še za Ana Nušo Anžič, ki je po novem letu pokazala, da se je dvignila v formi, da je zelo napredovala in igrala zelo dobro, mogoče celo v nekih delih nosila ekipo Celja. Definitivno pa, tako kot sem rekel, zelo veliko znanja bo potrebno, da se čim bolj sveži, pa vendarle dobro pripravljeni pridemo na finalni turnir, ne glede kje bo, ali bo to v Bolgariji ali bo to v Črni Gori. Tako da mislim, da imamo s strokovnim štabom sedaj kar veliko dela, kako pravzaprav tempirati formo za sam finalni turnir. V celjskem taboru upajo, da bodo poškodovane igralke do konca meseca na red in v čim bolj optimalnem stanju za nastop na zaključnem turnirju. Naredili bomo vse, da jih pripeljemo v to stanje, da bomo v kompletni postavi lahko parirali na Final Fouru. Potem bomo videli, kakšna bo situacija. Ogromno težav v tej sezoni z prihodi, odhodi in pa samimi poškodbami. Nekako ne najdemo pravega ritma, čeprav moram pohvaliti pravzaprav vsa dekleta za trdo vnemo skozi celotno sezono in mislim, da smo si zaslužili, da se uvrstimo na sam finalni turnir. Letošnji Final Four Lige Vaba bo na sporedu 28. in 29. marca. S tekmo med Krko in Laškim se je v sredo v Novem mestu začela zadnja tretjina rednega dela košarkarskega državnega prvenstva. Aba ligaš je bil od Laščanov boljši z izidom 101-60. Varovanci Hrvoja Radanoviča tako še vedno čakajo na prvo zmago v državnem prvenstvu v letošnjem letu. Mislim, da se danes videla očigledna razlika. Danes je bila vidna razlika v kvaliteti in nivoju obeh tekmovanj, ki jo igrata današnja tekmeca. S Krko smo letos na vseh tekmah na okrog -40. Začetek tekme bi lahko odigrali bolje. Vesel bi bil tudi, če bi pokazali več borbenosti. Krka, ki želim srečo v Ligi Aba, je odigrala odlično. Šempeter je bil konec prejšnjega tedna gostitelj Evropskega klubskega prvenstva v odbojki sede.
Naslov evropskih klubskih prvakinj je osvojila domača ekipa Sipa Šempeter, ki je v finalu s 3-2 v nizih premagala italijansko zasedbo Gioco Parma Cesena. To je bil v bistvu turnir prvakov. Tako kot je v nogometu Liga prvakov, to je v odbojki SD ta turnir. Tukaj so se uvrstile prvakinje svojih držav. In bi rekel, da se tu zahvaljujem tudi našemu klubu Sip Šempeter, ki nam stoji že vrsto let ob strani, in tudi županom vseh 5 občin Spodnje Savinjske, ki vsako leto znova nekako podprejo in potrdijo ta projekt. V končni fazi pa sem zelo vesel, da jim lahko mi z dobrim rezultatom to vrnemo. Šempetranke so v polfinalu s 3-2 premagale poljski Potsdam, v finalu pa so bile z identičnim izidom boljše še od italijanske Cesene. Italijanke so nekako res vrhunska ekipa, malo smo jih spremljali skozi ta turnir, dobro smo se pripravili na njih, pa v bistvu ta dva seta lahko rečemo, da so Italijanke izkoristile naše slabosti. Rekel tako, da smo mi naredili par nepotrebnih napak, ki je potem privedlo do tega, da smo izgubili 2 niza. Ampak zelo sem vesel, da nam je uspelo se potem res držati tudi v 5. setu navodil, da nismo spreminjali nekega sistema in da smo bili potem res uspešni in res dobesedno povozili to italijansko ekipo. Jaz mislim, da je bil celoten turnir na res visokem nivoju. Vse ekipe so res vrhunsko igrale, kar me izredno veseli, kar kaže to, da se klubska odbojka v Evropi res razvija v pravo smer. Vse naše tekme so bile izjemno napete in tesne, tudi danes ni bila izjema, tako da čestitke tudi italijanski ekipi, res so dobro odigrali, na srečo smo bile mi še kanček boljše in se je razpletlo v našo korist. Bilo naporno, ja, samo vsi skupaj šli do enega cilja, do ene točke, do zadnje, do vsake skupaj smo in na to me zelo veseli, da ekipa vse skupaj za eno in tako prišli smo do zmage in to je to. Odbojkarice Sipa so imele priložnost finalni obračun zaključiti že v 4. nizu, ki so ga v finišu nato vendarle dobile Italijanke. Te so bile povsem nemočne v 5. odločilnem nizu, v katerem so dosegle vsega 4 točke. Čeprav jaz mislim, da si ne bi rabili teh skrbi narediti, da bi lahko tekmo tudi bolj suvereno dobile, ampak nimaš kaj, pridejo tudi padci sred tekme in sem vesela, da smo imeli več vzponov in priigrali to zmago. Najboljša to zmaga, ko greš ti v 5. setu, imaš 15-7 ali ne vem, 6-8 in razlika velika in to najboljša zmaga za celo ekipo, zato ker mi na koncu zbrali se smo vsi, zato ker mislili, že 4. set bomo zmagali čisto, ampak ni. Ekipa nasprotnika ne bo tako pustila sama, moramo zmagati vsi do konca. Za najboljšo igralko turnirja je bila izbrana 40-letna naturalizirana Ukrajinka v vrstah Sipa Valentina Brik, ki je dosegla večino točk pri slovenskih prvakinjah. Veliko pomeni, zato ker in cela ekipa zlaga na mene veliko, zato ker jaz kot odbojkašica v preteklosti, ne vem, kako bi reči, vse punce upajo na mene, čutim to, čutim podporo od vseh igralk in ko trener govori nekaj, jaz v glavi držim, moram narediti to, kar rekel trener. In potem vsi skupaj gremo in vsaka točka naša in potem zelo lep občutek zdaj je, zelo lep občutek. Moramo vedeti, da morajo ostale igralke opraviti veliko delo, da žoga potem lahko sploh pride do tega MVP-ja, ampak vseeno, ja, tudi MVP zasluženo res pokazala vrhunsko igro, sploh danes v finalu in
Kapo dol vsej ekipi, vesel sem za te punce, da so si priborile ta naslov evropskih prvakinj in je le potrditev, da dobro delamo in tako se bomo trudili še vnaprej. Valentina je že kar dolg časa z nami, no, vedeli smo, da je vrhunska igralka, zato smo jo tudi povabili v naše vrste in vedno znova upraviči to vlogo, tako da res kapo dol, čestitke Valentini in pa seveda celotni ekipi. Brikova je z reprezentanco Ukrajine na paraolimpijskih igrah v Londonu leta 2012 osvojila bronasto odličje. Po pridobitvi slovenskega potnega lista je Slovenijo pred 3 leti popeljala do srebra na Evropskem prvenstvu. Mednarodna odbojkarska zveza pa je nato leta 2024 administrativno prepovedala nastop na paraolimpijskih igrah v Parizu. Zgodba, da zaradi vojne sem prišla, samo pred vojno povabili mene, so povabili Slovenijo, da igram za Slovenijo. In potem samo prišla do napada iz tiste druge države. In potem trener Simon je samo rekel, ti kar pridi, vse bomo zrihtali, vse neki bomo pomagali, samo pridi, zato ker taka situacija ni jasna s tisto škoda, da prišlo do vojne ali neki tisti politični vse razloge, to zelo škoda. Ampak Slovenija je pomagala meni od začetka, jaz zelo hvaležna za vse, kar naredila in potem probam tudi nekako pomagati na igrišču in v ekipi in vse skupaj. Naslov evropskih klubskih prvakinj je pomemben tudi iz vidika naslednjih reprezentančnih nastopov, saj je večina igralk SIPA tudi članic slovenske reprezentance v odbojki sede. To pomeni en veliki zagon za naprej. Drugače pa v reprezentanci bo sistem spet malo drugačen, saj tam ne smejo igrati igralke z neinvalidnostjo, kot je to v tem primeru določeno število tukaj na teh turnirjih. Zelo pomembno je, da je klubska raven močna, no, tako da je tale naslov evropskih klubskih prvakinj res pomembna potrditev. Absolutno je pa to tudi dobro za reprezentanco, ker se veča število igralk, kar je vedno v bistvu dobrodošlo. Mesarstvo Čas vam v lastni mesnici na Savinjski cesti 77 v Žalcu ponuja meso in mesne izdelke. Poleg svinjskega, govejega in telečjega mesa nudijo tudi domačo perutnino. Iz lastne proizvodnje priporočajo hrenovke, pečenice, krvavice in domače klobase. Po naročilu vam pripravijo tudi narezke različnih vrst, kanapeje in druge prigrizke. Za posebne priložnosti organizirajo manjše in večje cateringe na vaši lokaciji z izbrano ponudbo domačih mesnin. Čas je zlato in dobro meso. MeTeam predstavlja enostavno uporabniško videokonferenčno orodje, ki omogoča hitro in zanesljivo komunikacijo tako znotraj, kakor zunaj vaše organizacije. Omogoča vam organiziranje projektnih skupin, snemanje konferenc, glasovanje ter beleženje in shranjevanje podatkov. Je orodje, ki predstavlja idealno rešitev pri sodobnem načinu vodenja ter komunikaciji tako s partnerji, strankami kot tudi zaposlenimi. Delovanje sistema pa spoštuje vse predpise o varnosti podatkov, saj vsi podatki, s katerimi upravljate, ostanejo v vaši državi. V kombinaciji s pametno tablo Novatel Clever Touch pa postane orodje MeTeam resnično popolno. Pametna tabla namreč omogoča pisanje, risanje in prikaz interaktivnih vsebin, ki jih s pomočjo orodja MeTeam delite neposredno v videokonferenčnem pogovoru. Ob tej izjemni kombinaciji orodja MeTeama in pametne table Clever Touch bo deljenje vsebin ter poslovno komuniciranje postalo res enostavno in brezskrbno. Kavarna, slaščičarna in restavracija Cankarjeva vabi v mestno središče. Posedite ob dobri kavi, si privoščite zajtrk, malico ali kosilo, vse pripravljeno iz domačih lokalnih sestavin. Novost je bogata a la carte ponudba, pripravljajo pa tudi cateringe in pogostitve. Vsak dan lahko okusite izvrstne sladice, njihovo ponudbo pa bogatijo različni družabni dogodki. Odprti so od ponedeljka do sobote od 7 do 22. Cankarjeva je utrip domačnosti, prijaznosti in lepega ambienta.
Gospod, blagajna. Na obroke, ljubica. Drage stranke trgovin Jager, NLB Buyingov, podarjamo vam enkrat robotsko kosilnico Luba. Luba, ljubica, kje do zdaj si ti bila? City Center Celje praznuje že 20 let. Skoči v naš bazen z žogicami in osvoji nagrade. Podarimo 2000 evrov desetakov in več kot 200 nagrad. City Center Celje, skupaj z vami že 20 let. Takole, drage gledalke, spoštovani gledalci, po oglasih smo nazaj v rubriki V središču. Nocoj namenjamo kraljici športov, atletiki, kajti v Novem mestu se je prejšnji konec tedna končalo dvoransko državno prvenstvo za atlete in atletine, tudi z uspešnim nastopom naših celjskih kladivarjevih atletov in atletin. Več o tem pa nam bo povedal vodja stroke oziroma strokovnega štaba pri Atletskem društvu Kladivar Hrvoje Fižuleto. Dober dan, dobrodošli. Dobar dan, lepo zdrav. Torej, državno prvenstvo v dvorani je za vami, Novo mesto je bilo letošnji gostitelj. Če greva kar k tistemu, kar nas seveda najbolj zanima, kakšna je bira dosežkov, kakšna je bira medalj, kaj lahko rečete o nastopu vaših atletov in atletin? Državno prvenstvo v Novem mestu, v novi dvorani smo, bi rekel, absolvirali z pričakovano. Število kolajn je bilo tudi pričakovano, to pomeni, da imamo 3 državna prvaka, 3 podprvaka in 2 bronaste medalje. Naši glavni tekmovalci so pač naredili to, kaj smo pričakovali. Normalno, glavna zvezda trenutno našega kluba je Tina Šutej, ki je spet pokazala izredno formo, tudi, bi rekel, na domačem igrišču z skokom od 4,66 in to leto je spet v izredni formi, tudi v Golden Ligi vodi in doma na državnem prvenstvu pokazali, da je tudi nepremagljiva. Od ostalih državni prvak je bil tudi troskokaš Medvešek, Martin in na 800 metrov imamo Jana Vukoviča, državnega prvaka. Oba dva atleta so trenutno na teh disciplinah najboljša v državi, s tem, da imamo tudi bronaste in srebrne, tako da Nela Rozman je bila druga, Botolin je bil drugi in Kidrič je bila druga. Bira kolajn je bila pričakovana. Če greva zdaj k tisti, ki so osvojili naslove, Tina Šutej, jasno, prvi ime slovenske atletike v tem trenutku, gladka zmaga seveda na državnem prvenstvu, ampak kar je mogoče še pomembneje, Tina kaže na začetku leta izjemno formo, izjemne skoke, preskočila je 4,80 m na 4 mednarodnih tekmah, na katerih je nastopila 3 zmage, torej zelo, zelo dober obet verjetno za nadaljevanje sezone. Jaz bom komentiral, da je naša Tina kot vino. Vsako leto je boljša. Jaz si želim, jaz sem kolega in prijatelj in s trenerjem Milanom smo kolege, jaz si želim veliko zdravja. Tina je neverjetna tekmovalka. Tudi to leto, lani je pobrala vse, kaj se je dalo pobrati, to leto tudi začinja z izredno sezono, tako da je dobila že na Golden League, je dobila en plakat, ki je Queen palice. To pomeni, da trenutno so v Franciji, včeraj so šli v Franciji na še eno tekmo, tako da pričakujemo spet dobre rezultate. Normalno, da zimska sezona se končuje z svetovnim prvenstvom v Torunu, konec marca in definitivno, da je Tina spet v igri za kolajno. In pričakujemo Torun in želimo, da pride mogoče ona, kaj je pričakujemo. Tina je tudi sama napovedala, da eden od ciljev letos je tudi nov državni rekord, in kot vidiva je tu že zelo blizu. Definitivno, da rezultati v dvorani so, bi rekel, fenomenalni, čist blizu, skoki na 85, na tekmi, druga tekma je bila, so pokazali, da izredna rutina, izredna koncentriranost. Če pridemo ven, bom rekel tak, en dober veter v hrbet bi lahko prinesel skoke tudi na 90, a mogoče tudi cilj je vedno izredno visok, recimo, da bo Tina želela tudi skočiti enkrat 5 metrov. Povejte nam, rekli ste, Tina je kot vino, čemu pripisujete to, da je zdaj recimo v teh pod narekovaje nekoliko bolj poznih letih v najboljši formi, v najboljšem stanju? Bom rekel tak,
profesionalc, absolutni profesionalc, ki je točno ve, kaj si želi. Tudi definitivna je genetika, Tina je oseba, kaj je kronološka, fiziološka starost malo drugačna, nekdo se ukvarja športom, ve, zakaj govorim, tako da je v izredno dobrem stanju, bom rekel tako, ima tudi izredno dobro podporo, tako da v klubu in reprezentanci imamo in na razpolago, bi rekel, v 5 minutah in zdravnike in fizioterapeute in vse ostale potrebe, kaj je potrebno za takšnega športnika. Mislim pa, da že drugo leto, bi rekel, nima resnih problemov. In zaradi tega je tako dobra. Tekmovalka je, bom rekel, tekmovalka. To se vidi točno na ta pravih tekmah, je vedno v borbi za kolajno. Jan Vuković je postal državni prvak v teku na 800 metrov, letos je že tekel 1:47:07, 11 stotink za državnim rekordom, torej tudi Jan je tu nekako blizu nove rekordne znamke slovenske. Točno, tudi Jan je izredno dober tekmovalec, zdaj že ima tudi izkušnje, točno ve, na kakšen nivo je in na kakšen način je potrebno taktično odlaufati 800 metrov. Novo mesto je to, ne samo Novo mesto, nego zadnje 3-4 dirke po Evropi tudi pokazal, da je na izredno visoko nivo. Martin Medvešek, troskokaš, ki je vedno tu v vrhu na prvem, drugem mestu, tekmovalec, ki mogoče mednarodno ni toliko eksponiran, ampak verjetno iz klubskega vidika zlata vreden atlet. Seveda, Martin Medvešek je, bi rekel, v članski moški ekipi steber ekipe. Martin Medvešek in pokriva v bistvu vse skoke, tako da je Martin Medvešek je tudi prišel to leto prvič na, bi rekel, na mednarodno sceno in prvič se otekmoval in jaz to imenujem, na prvenstvu SHS-a v Beogradu je zmagal in na Balkanijadi je prvič prišel na en višji nivo tekmovanja z najboljšimi. In Martin Medvešek še vedno ima izredni motiv. Res, da je Martin Medvešek tudi začel delati v službi. Martin Medvešek je magister strojništva iz službo, iz športom je zelo zagnan in želimo veliko zdravja. Troskok je izredno brutalna disciplina in potrebno je preživeti. Tu bi seveda bil v vrhu tudi zagotovo vaš Maticijan Guček, vendar pa njegove discipline v dvorani ni. Ja, 400 ovire je disciplina, kaj se enostavno ne more tehnično odlaufati v dvorani. Z Mirotom Kocovom smo se pogovarjali, se pripravlja za odprto sezono, trenutno je v dobrem stanju, ogromno se trenira in jaz mu želim veliko zdravja. Če bo zdravja, bo tudi prišli rezultati. Kot ste že omenili, vrhunec zimske sezone bo svetovno prvenstvo, poljski Torun bo letošnji gostitelj. Bo poleg Tine še kakšen Kladivarjev atlet ali atletinja tam? Tina je edina naša predstavnica, to je svetovno prvenstvo, ki je zbrani so najboljši na svetu tekmovalci. To pomeni, da imate omejitve, tekmuje jih recimo v skokih sam 16 najboljših na svetu. Svetovno prvenstvo ima izredno ostre norme, tako da nažalost nimamo drugega predstavnika na svetovnem prvenstvu. Kaj pa potem poletna sezona, kateri bodo vrhunci poletne sezone? Vrhunski poletne sezone, definitivno zdaj govorim kot na nacionalnem ali pa klubskem nivoju. To leto bo Kladivar organiziral tudi miting celjskih knezov, kaj je 10.6. Pripravljamo že papirologijo, kaj je potrebno pripraviti za takšno tekmo. V drugem delu sezone bomo tudi organizirali 2 ekipne tekme, to pomeni člansko ekipno tekmo, kaj nam je zelo bistvena, zaradi tega, kaj mi polagamo veliko na ekipe in probamo imeti po vertikali vse ekipe od pionirske do članske. Lansko leto člani so bili prvi, članice drugi, tako da upam, da bomo tudi to leto se borili za najvišja mesta. Sicer pa letošnja poletna sezona prinaša tudi Evropsko prvenstvo v Birminghamu, verjetno bo to na mednarodni sceni vrhunec sezone. Ja, absolutno. Birmingham je članska tekma, ko pričakujemo v bistvu te naše najboljše tekmovalce in bi rekel in Gučeka in Botolina, upam, da bo tudi Vido uspelo narediti normo za Evropsko prvenstvo, to pomeni pričakujemo 3 do 5 atletov na Evropskem prvenstvu. Birmingham je, evropska atletika je izredno močna, želimo si normalno, Tina bo spet tam, med favoritinjami. Točno z favoritinjami in bomo šli navijati.
bo tudi kar nekaj mednarodnih tekmovanj za mlajše kategorije, ne? Seveda, vsako leto je, bi rekel, atleti imamo nacionalni program, to je klasika, državna prvenstva, pokali, ekipna prvenstva, mednarodni program je to leto, mlajši mladinci imajo evropsko prvenstvo v Rietiju, mladinci pa imajo v EUG-u svetovno prvenstvo, ne, tako da tukaj na tem področju generacija, moram priznati, da se je malo skrčila, tako da imamo 1 do 2 kandidata za ta tekmovanja, zdaj bomo pa videli, konkurenca je v mlajših kategorijah kar. Kakšno novo ime mogoče v teh vaših mlajših klubskih selekcijah, na katerega bi morala opozoriti? Pa trenutno nimamo takšno ime še, ne pričakujemo, še so v razvoju, lani smo imeli na mlajšem mladinskem 2 predstavnika, zdaj pa pričakujemo, bomo videli, tako da ne bom prehiteval preveč, raje bomo počakali, mlajše generacije pa morajo še malo trenirati. Povejte nam še besedo dve glede, kaj se je zgodilo s Klaro Lukan. Vemo, da ne bo več članica Kladivarja, tekmovalka, ki je seveda tudi na mednarodni sceni kotirala visoko. Klara Lukan je vrhunska atletinja, kaj nam je lani prinesla kolajno in pač Klara se je odločila, da bo se vrnila, bi rekel, matičnemu klubu in trenerju. Njen trener je trener v atletskem klubu Slovana, in zaradi tega, kaj atletika pač naš pravilnik je, da atleti lahko menjajo klube brez odškodnine, brez vsega, tudi klub ni delal nobenih problemov. Mi smo odlično sodelovali in zaželeli smo jim veliko zdravja in uspeha naprej. Povejte nam, zdaj, ko so govorili o državnem dvoranskem prvenstvu, pa seveda poleti bodo tudi ekipna prvenstva, so se te karte med samimi klubi kaj premešali, kakšen nov atletski center v vrhu ali pa na vidiku, ali je nekako vse skupaj že po tistih ustaljenih tirnicah, da predvsem vi pa ljubljanski klubi pa še kdo v vrhu? V atletiki je takšen šport, da čez noč ne gre nič, to so dolgoletno delo, tako da bo borba vedno ista, to pomeni Kladivar z ljubljanski klubi in Novomeščani. Novomeščani so resni klubi, ta bi rekel 4 kluba, zdaj zadnjih par let tudi v Mariboru se veliko dela, štadion so dobili, dvorano so dobili, tako da imajo pogoje, tudi one bo pa še zdaj, bi rekel, tih 5-6 klubov, ko bomo se borili za vse te naslove in medalje. Kaj opažate v Celju, recimo pri mladih, ko iščete nove talente, ko vabite mlade generacije v atletiko, kakšno je zanimanje, kakšni so trendi recimo v zadnjih letih, zdaj v tem pokoronskem obdobju? Trendi so takšni, da Celje je športno mesto, veliko klubov, ki so dobro organizirani, in v bistvu vsi štartamo na procenta pa potalentiranih otrok, motorično, kad so nadarjeni, Gaussova krivulja je takšna, kakšna je, in vsi imamo svoje in selekcije, in trenerje za selekcije, in skautiranje, in novačenje. Normalno tudi mi, atletski klub, ima svoje atletske šole od prvega razreda osnovne šole pa do konca, pol jih usmerjamo naprej, tako da mislim, da vsi klubi tu imamo, bi rekel, iste probleme. V bistvu problemi so takšni, da je potrebno ogromno delati, iskati. Potreben je tudi kader, to so tudi že v naših oddajah omenjala, da Kladivar je tu mogoče malce specifičen, imate predvsem izkušen trenerski kader, težave pa ponovadi nastanejo potem pri mlajših generacijah trenerjev. Točno to, mislim, jaz bom povedal moje osebno mnenje, tudi o mnenje v športnih krogih, v celjskih športnih krogih, mislim, da je prišel čas, da občina Celje začne misliti o ustanovitvi zavoda za šport. Ta zadeva bo rešila veliko problemov, a posebej probleme, kadrovske probleme, to pomeni trenerske probleme. Potrebno je, na Kladivarju imamo enega profesionalnega trenerja in financiranje je pol z državo. Naša konkurenca v Ljubljani imajo po 6-7 profesionalnih trenerjev, sekretarje, to imajo dobesedno firme, kaj se ukvarjajo. Tu imamo resne probleme in moje mnenje je, da jaz vidim rešitev, da enostavno občina, če želimo narediti en korak naprej, bistven korak naprej, da moramo ustanoviti zavod za šport, kaj bo se ukvarjal in z objekti in z različnimi programi, kaj se ukvarja športna zveza in normalno z rekreacijo in s trenerskim kadrom. Občina Ljubljana zaposluje 150 trenerjev, od tega je 25 atletskih trenerjev. Glavni klubi v Ljubljani, to, kar sem že malo prej rekel, to so dobesedno podjetja.
Ne, za razliko od nas, kaj delujemo na en način, jaz bom rekel, kaj čas nas je povozil. Ne, tudi imamo vrhunske trenerje, sam moram priznati, da so trenerji tudi kot jaz, malo smo prišli, bi rekel, skoraj do svojega konca. Tako da je potrebno misliti, kako bomo te probleme rešili in moje mnenje je absolutno volitve se zdaj. Upam, da naslednji župan bo šel v akcijo, nujno potrebna zadeva. Sprofesionalizirati kadar, vsi klubi potrebujemo nove kadre, mlade kadre, kateri so dobro plačeni, zato ker danes je pač družba takšna, kakšna je. Verjetno mladi danes ne delujejo več na način, kot je vaša generacija. Seveda, da ne. Naša generacija je pač, vsaka generacija ima svoje značilnosti, naša generacija, jaz govorim za Kladivar, to je res smo amatersko društvo, kaj ogromno dela, od uprave, od predsednika, tudi trenerjev, kaj to je enostavno naša generacija še dela na taj način, mlade generacije definitivno nobena ne bo več delala na taj, bi rekel, amaterske zgodbe so že zdavno mimo. Kakšna je prihodnost celjske atletike tudi v luči tega, kar ste zdaj omenjali, kako jo vidite v naslednjih letih? V naslednjih ciklu definitivno je potrebno je pomladiti kadar, govorim za trenerski kadar, poiskati mlade, dobre trenerje, profesionalne trenerje, to je ogromno dela. Enostavno potrebno je iskati, novačiti, trenirati. Mi želimo imeti vrhunske atlete, to je pa ogromno dela, je ogromno znanja. Hvala lepa za obisk, hvala za vse te podatke, uspešno sezono želimo vašim atletinjam in atletom. Drage gledalke, spoštovani gledalci, s tem smo do konca pripeljali nocojšnji tretji polčas. Hvala, ker ste bili v naši družbi in seveda nas videnje ponovno prihodnji petek ob 20. uri. Lepo se imejte in lahko noč.